Ekipa živjo, za vas imam tokrat prištiman en trening, ki ga lahko opravite kar na svojem popoldanskem sprehodu. Vse, kar potrebujete, je ena klopca, pa kar začnimo. Začeli bomo z počepom na eni nogi na bolgarski način, ki zelo konkretno targetira zadnjo linijo oziroma konkretneje zadnjico. Naredite nekje 10 ponovitev na eni strani in potem ponovite 10 ponovitev na drugi strani. Lahko pa si zaženete timer in naredite 30 sekund ene noge in 30 sekund druge. Pri sami vaji dodajte še gib z rokama, predvsem zaradi tega, ker če vadbo izvajate zunaj, potrebujete mičken dodatne aktivacije, da se ogrejete in s celotno aktivacijo telesa naredite nekaj še zraven za roki. Ne pozabite dihati, sicer pa potrebujete pri sami izvedbi tudi močno stabilizacijo ven iz gležna, kolena in kolka, kar je krasno za tele zimske dni, ko nam bo malček drsalo na ledenih površinah. Ko naredite 10 ponovitev na eni strani in 10 na drugi, se spravite v desko oziroma sporo, na stegnjenih rokah lepo stabilizirate zapestja, rame in potem začnete na eni strani, koleno z izdihom pritegnete k komolcu naprej in se na drugi nogi dvignete na prste. Vaja je zelo efektivna za trebušne mišice, zraven pa delate seveda tudi za roke, ramenski obroč in noge. Nekje po pol minute, ko vam bo uspelo narediti 10 ponovitev, še zamenjate stran. Pri sami izvedbi ne pozabite na dihanje in takrat, ko mišico bolj zaktivirate, naredite to z izdihom. Po 10 ponovitvah na eni in drugi strani se obrnemo in naredimo triceps sklece. Priporočam vam, da se ves čas fokusirate na to, da se komolca obračata en proti drugemu, da res targetiramo triceps in pa da boke spuščamo toliko, kot se spustite v komolcih. Če postane težko, si lahko pomagate še mičken z nogami. Če pa je prelahko, pa lahko nogi stegnete in s tem podaljšate ročico ter vajo izvedete na težji način. Še hoja na klopico z eno nogo oziroma izpadni korak naprej z dvigom valastovkov zadaj. Če je klopca visoka, vam obljubim, da bo ta vaja zares močno targetirala vaše noge in zadnjico. Pri celi vaji si lahko pomagate z rokama, zato ker vam bo eno lažje, drugo pa da še aktivirate zgoren del in ko stegnete nogo nazaj, pomagate še z rokama in dejansko speljete gib do popolnosti. Ko naredite nekje 10 ponovitev na eni strani oziroma po pol minute, samo zamenjate nogo in se lotite druge strani. Verjemite, da če boste vajo povezali in boste takoj stopili z ene nogo na drugo, vam bo v možganih mičken zatrokirali in boste morali najprej vzpostaviti ponoven balans. Za izpostavljanje balansa je super, da zelo močno aktivirate svoje stabilizacijske mišice, torej mišice trupa in takrat so potem unilateralne vaje, se pravi vaje na eni nogi, veliko lažje. Proti koncu so ponovitve težje, ampak dajte si res ali pol minute ali pa 10 ponovitev in stisnite te vaje do konca. Pa gremo še v navadne sklece. Če smo prej delali za triceps, bomo zdaj delali za prsne mišice in za roke, biceps. In pri tej vaji, ko imamo dvignen trup, ko so noge nižje, je cela vaja veliko lažja. Kljub temu pa dajmo stisniti trebušne mišice, približamo prsni koš sami klopici in po nekje 10 ponovitvah si še majčkeno zakompliciramo stransko desko, da res targetiramo tako roke kot stranske trebušne mišice.
narišite z boki čim bolj pravilno mavrico, jaz temu rečem, se pravi, da se z boki res približate podlagi in po 10 ponovitvah samo obrnete stran. Pogled je usmerjen na dlan gor in rotacija. Pomagajte si s tem, da drugo nogo pokrčite, se pravi spodnja noga, tista, ki je bližje klopci, je pokrčena, zgornja je stegnjena. Boke približujemo podlagi in rišemo res lepo mavrico in s tem podaljšujemo pot in močno targetiramo svoje stranske trebušne mišice. To je to. Mene strah, da imela muskelfiber, vi pa še 2 kroga. Se vidimo naslednjič.